Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Drage poslušalke in dragi poslušalci našega podcasta, lepo pozdravljeni. Le v mlinu se vsaka stvar trikrat pove. Najbrž se sprašujete, zakaj sem začel naš tokratni pogovor s tem stavkom. To pa zato, ker je naš gost, mlinar Blaž Košak iz družinske vasi v dolenjski občini Šmarješke Toplice, ki je lani 1. decembra od očeta Jožeta prevzel vodenje mlina in kmetije. Blaž, lepo pozdravljen. Ja, lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Hvala Markotu, ki se je oglasil pri nas. Ja, naj povem, da je Blaž, medva se približno poznava, že kar nekaj let. Ja. Tudi sam sem večkrat in naše družinske vezi nas nekako vežejo, da smo bili obiskovalci vašega mlina in tako naprej. Blaž, zaključek lanskega leta si boš zelo dobro zapomnil. In sicer potem, da si prevzel družinsko krmilo vodenja kmetije in mlina, je občutek zdaj kaj drugačen, ko si ti uradno prevzel vajeti? To se je kar nekaj časa pripravljalo. Zdaj lani decembra, 1. sicer SP smo odprli 1. novembra, 1. decembra smo pa prešaltali na mene. Spremenilo se ni veliko, ampak je edino mogoče ena odgovornost večja. Oče je svoje, bi rekel, zaključil. 20 let ima on SP, ki je dobil od Ateta, se pravi od starega Ateta, od Jožeta na Jožeta, pa je šlo naprej pa na Blaža, ki se tudi. Sicer generacije nazaj so samo 4 Jožeti, drugače so pa tudi druga imena, ki so včasih govorili, da je ne vem koliko Jožetov bilo, pa jih ni. Ampak ja, odgovornost zelo velika, hrana je ena najpomembnejših stvari v življenju, žal brez tega ni. Je pa tudi tako, da sem že od malega vedel, da bom doma ostal, da ne bom nikamor hodil, niti v službo, niti nič. Jaz bo treba. Jaz moram skozi, železa ne moreš jesti, žal lesa tudi ne. Če nimaš hrane, ne moreš nič. Ne moreš nič. Dobro, voda je še tudi pomembna, ampak tu je vse. Voda je za zraven, poleg tega. Seveda ne. Ja. Zdaj, če nekoliko orišemo to tvojo dosedanjo pot, osnovno šolo si obiskoval tule nedaleč stran v Šmarjeti, potem si se vpisal na biotehniško gimnazijo v Novem mestu, tudi ne tako daleč stran, no potem si šel pa študirati v Ljubljano na študij živilsko tehnologijo na biotehniško fakulteto v Ljubljani, ga uspešno zaključil. Se pravi, vsa ta tvoja pot je nekako nakazovala, da se bo ta trenutek enkrat zgodil, da boš prevzel domačo dejavnost, mlinarstvo. Kaj ti je pa bilo najbolj všeč, oziroma kakšne spomine pa imaš že od mladosti, že kot otrok, da je te to vse skozi napeljevalo na to? Naj začnem tako, da sem že recimo v 4. razredu osnovne šole rekel, da bom ocenjeval vina. To je bila moja prva, bi rekel, taka povezava z poklicem, ki sem ga kasneje končal. In recimo, kam itak imamo vinograd doma, in oče mi je včasih bolj zmeraj dal, dej, kaj ta vino, kakšen je, ali je dober ali ne. Cik je bil včasih zelo velik problem, in dej povohaj, in ja, ta je pa cik in ta pa ni dober, in ti ne veš nič. In potem se tudi rekel, da ti boš pijanc, pa vse, se rekel, ne bom. In itak, ko greš v srednjo šolo, sploh pa gimnazijo, se še odločiš, kaj boš delal. Tam mi je sicer v srednji šoli veliko pomagalo pri odločanju biotehnologija predmet in profesorica Irena Korajič, ki nas je res na tak, res krasen način, bi rekel, razložila vse, bi rekel, od DNK-ja naprej in podvajanja DNK-ja do živilskih produktov, kmetijstva in vsega tega. Zato sem se tudi lažje odločil za naprej, še za študij živilske tehnologije. Drugega itek nisem vedel, kaj bi šel sploh študirati, pa tudi me nekaj zanimalo na strojništvu, jeziki. Jeziki se naučiš tako, da gledaš televizijo in poslušaš YouTube ali pa ne vem. Sploh angleščina, ostalo je pa itek živela, sem vlekla že skozi.
tudi zadnje čase tudi vino ocenjujem to kar dost, pa kruhe in potice, štrokle, Se pravi, letenice, vse, kar je v povezavi s hrano in z Veliko, vinom, ja. te je zanimalo. Ja. Si mi pa omenil, ne, da je že stara mama od Cvetko, ne, sta skupaj se smukala v kuhinji in tudi predala ti določeno ljubezen in znanje. Ja, babica naj je z bratom itak pazila, ne, ko smo bila majhna, dokler nisva bila še v vrtcu, oziroma smo bila v vrtcu, pa je bilo Pa sta bila boljše malo doma, ne, biti, ja. pa malo zakašljašijo, pa dajte pa doma ostati, ne, in sva pol bila včasih doma in mama je vedno kakšen kruh kuhala, itak, ker je bila šefica kuhinje v Šmarjeških Toplicah v hotelu, ne, dolgo časa do penzije, ne, in doma se je pa vedno kuhalo in itak si bil skozi zraven, In potem vedno je je lepo dišal, ne. vedno je lepo dišalo. Ne. Pa če malo govoriva zdaj o vaši zgodovini, ne. Ta vaš mlin je v lasti vaše družine že več kot 200 let, čeprav sam mlin je pa najbrž še starejši. Dedek je vedno govoril, da je mlin 250 let, pa 250 let. Si rekel, točno bi vedel, kdo je bil ta, koliko je bil, do Jakoba Košaka recimo smo vedeli, da je bil mlinar, je bil župan Bele cerkve, je bil veliko stvari, ne, in 2 leti nazaj mi je ratal preboj, ko so se škofijski arhivi, bi rekel, digitalizirali, se pravi te mrliške, rojstne, pa te knjige poročne. Poleg tega, da mi je še gospod pomagal, čisto slučajno, že tudi skozi malo hodi po enkrat omenil, da smo po njegovi ženi nekaj daljna žlahta in pa smo pa je rekel, daj pa to stran poglej, pa sem šel pogledat in v Bele cerkve je nekaj arhivov, ki tako mi spadamo pod Belo cerkev, ne. In sem prišel do leta 1754. Se pravi, letnico, ko imamo na mlinu, 1767, je bila pač takrat recimo, da okvirna, ampak zdaj je še starejši, no. Lahko, da je še stari, baje, da je bil celo ta mlin, grajski mlin od Klevevškega gradu, ker je bila tlele, ko je zdaj zajetje za vodo. Kako so že rekli včasih, to, ko je travniki pa sadovnjaki so bili od grajskega posestva. Mogoče, morda se boš spomnil vmes. pa Ja, boš v lahko- glavnem, no, in je neka zgodbica kroži, da je pač pradedek rešil grajskega gospoda pred divjimi prašiči, ne vem čem, in je pol mu zapostil to posestvo, ampak tu je zgodba tam spred 300 let verjetno. Ja, sej, kot praviš, 1754, Ja, to pomeni 1754. 270 let najmanj, ne, Ja, nazaj. ja, ampak skozi. Ampak ne prekinjeno. Skozi mlinarstvo. To je pa res Šele zvesta leta 70 je pol tradicija. ata, prej je bil itak skozi na kamen, pa je pa ata to spremenil na valčke, da je mlin sploh obstal. Ja, o Če bi tem bil na kamen, verjetno ne. ne bi več. Ne. O tem bova še kar nekaj rekla. No, ja. Se pravi, greste iz generacije v generacijo, ko takole gledaš nazaj, ne omenil si očeta Jožeta, pa ateta oziroma Ja. deda Jakoba. Ne. Kaj bi rekel, katere vrednote si prejel od staršev in od starih staršev in jih danes res lahko uresničuješ pri delu? Najpomembnejše je spoštovanje. Spoštuj drugega in boš spoštovan. Delovne navade, to seveda tudi, ampak nič, nobena stvar na silo, ne, ampak velikokrat sem tako zraven opazoval in se že s tem veliko naučil, ne. Nič ni bilo res vsiljevano, dobro so pač itak, ko si mlajši ali po puberteti, itak ti je marsikaj odveč delati, ne, ampak pol, ko si starejši, vidiš, pa bi kakšno stvar več, pa bi kakšno stvar več vprašal, pa bi se več naučil, ker tisto, kar se ti naučiš, itak ne more noben vzeti. Točno to. Ne. Sploh v mladih letih. Ja, ampak ta puberteta je res ena, bi rekel, zla, ker res dobro se pač druge stvari takrat razvijajo, ampak tiste sploh stari starši takrat so še, pojk pa ni, ne, ko bi jih pa rad vprašal marsikaj,
Sej oče glih tako, bi pač še kakšno stvar še vprašal, ne, za nazaj, ampak dobro, nekaj je zapisanega, nekaj se prenaša naprej, ampak z besedo, ampak Blaž, kaj pa se spomniš, kaj je bilo tvoje prvo opravilo v mlinu? pakiranje moke. Ja, seveda, tisto, To- kar je najbolj... To so bolj spretne rokce. Glih takrat, ko sem še v osnovni šoli, smo recimo začeli sploh s to skilsko pa dvokilsko embalažo, prej je bilo v glavnem vse, ko so pripeljali pšenico, so s svojimi žaklji prišli in so pač odpeljali tisto moko, potem se je pa začelo, so prišli pa kupiti, pa bi sploh ajdovo moko smo začeli najprej v kilo, 2 kile, 5 kil, dobro, kakšen tudi več, ampak z ajdovo moko se je začelo to treniranje naših prstkov, da to zdaj tega kar veliko že spakiram. Ja, se pravi, Mislim, itak včasih sam, ne. praviš, da se spomniš, ne, da so hodili k vam, še mi smo hodili k vam s Ja. takimi belimi žakeljčki, zdaj pa praktično tega ni več, ne, vse pakirate v papirnate embalaže. Redko praktično. kateri še pride s svojim žakljem iz blaga, po moko ali pa ko pripelje pšenico, najraje vidim, da dam jaz vrečo, ker res je bilo včasih tako, da je pripeljal pšenico, so žaklji strknili pa moko noter dali, ne. Ampak tisti žaklji so bili tako in na vlak in ne vem kje vse posod, ni higienično že Higienično. tako bilo, ne. Ja, ja. Zdaj pač, ker je papir je to čisto nekaj drugega, več kot dvakrat ga že težko uporabiš, ne. Ja, ja. In dobro, ampak s te, ki pridejo žaklji, so itak čisti, snažni, tako da oprani, ampak to je eden, bi rekel, na 100 mogoče. Če malo pogledava zdaj, kako se je ta dejavnost mlinarstva, konkretno ne, v vašem mlinu, spreminjala, zdaj, samo v zadnjih desetletjih. Ne. Včasih je to mletje potekalo s 3 pari mlinskih kamnov, ne. Ja. Če malo opišeš, ne, v zadnjih dobrih 50 letih se je pa to precej spremenilo. Ne. 200 let je bil mlin na kamen, takrat je bilo, prej so bili 3 mlinarji, poleg starega prav očeta sta bila še 2 njegova sorodnika, ki sta pomagala, ker je bilo treba najprej seveda pšenico oprati, ne, na potoku, ki teče mimo hiše, ker je bilo veliko snetive in ker je bilo pač to vse svoje domače seme in se je to sejalo iz leta v leto in se je snetivo spojavljalo, ne, in so mogli pol na vodi oprati. K sreči ta voda, ki teče mimo naše hiše, topla, ne, ima tudi pozimi 12-13 stopinj, tako da jih ni toliko roke zeblo, ampak vse glih, ne. Seveda je pol pa itak to treba bilo pol posušiti, prenesti na kamen, da se zmele in potem spet gor nazaj nesti. Ni bilo teh transportnih sistemov, kot so zdaj, saj nekateri mlini na kamen, to so pol kasneje implementirali not, ne, elevatorje, se pravi, to so taka jermena, na kateri so košarice pritrnjene in to nos gor in s prostim padom pol nazaj pade, ne. In pol so se in sita pojavila, sita so bile sicer že včasih ročna, ampak pol so tudi mehanska, ne. Da nisi rabil ti zraven biti pa to sejati, ne. Saj pri nas je itak mašine v zdajšnjem mlinu so iz leta 50, so bile že rabljene, leta 70 so jih pol pri nas vgradili. Glih zaradi tega je tudi mlin obstal, ker je šel na valjčke, če bi bil na kamne, verjetno so itak že po vojni se jih je veliko poslo, takrat so tovarne ratovale, večji mlini in tega dela ni bilo toliko, vsi so šli pač po službah, ne. Zdaj tudi zdaj marsikomu pravijo, pojdži študirat, ti ne bo treba delati. Žal delati moraš skozi. Tako ali Ni drugače poklica, ni stvari, da ne bi mogel delati, da ti ne bo treba delati, žal. Točno Na to. kmetih je pa tega itak, vse marsikakšna stvar, večina stvari je olajšanih z mehanizacijo, ampak vse glih, če imaš živali, moraš biti tam 24 ur na dan, ne. Ali pa nekoga imeti, da te zamenja, ne. Zdaj, približno veš, koliko mlinov pravzaprav je še takšnih, kot je recimo vaš, pa če rečemo zdaj na širšem Dolenjskem ali pa celo, ne vem, v Slovenskem Rilu. Imaš kakšen podatek? Samo na Dolenjskem nas je še 5 mlinov, v Žužemberku, Šentjerneju, mi, Mokronek pa Krško.
5 mlinov, takih večjih. Sej, Mhm. še dobrih 10 let nazaj sta bila še 2 več, ne, ampak Mhm. tem so pol nehali. To, kar je pa zdaj recimo na kakšnih kmetijah, ki imajo te mline na kamen, je podobno kot pri nas, ampak Mhm. to je samo pač ena, dobro, saj pri nas je tudi pač predelava, ne, ampak ni tiste tradicije, Mhm. tudi vsega ne more zmleti, ne, če že to ni dobro, če jaz ne vzamem, pa boš pa peljal enemu drugemu zmlet, ja, pa boš pa si s tem pa kaj naredil, ne. Imaš lahko plesnivo, lahko imaš zapleveljeno in pol, če se ti ne da spocati, boš to peljal enemu zmlet, pa to recimo ajdovo moko, boš pol pa naprej ljudem ali prodajo ali pa dajal, ne, ampak ni tudi to, ne. Mhm. A zdaj, Blaž, vi sami predelujete žito ali ga odkupite od okoliških kmetov? Mi recimo? imamo svojih njiv, dobro, v najemu, mislim, da je 6 hektarjev in tako razdelimo pol nekaj korozo, nekaj pero. Smo prej še ajdo, pa sicer letos imamo tudi pšenico vsejano, Mhm. poleg pere, pol maja pa še korozo sejemo. V glavnem pa vse to pol itak predelamo v mlinu, ne. Včasih praviš, je bilo veliko več pšenice in veliko več pšenice ste imeli kot v današnjem Ja, času. ne? ja. Itak, tudi kmetij je bilo več, ne, in na vsaki kmetiji so bile njive in ni bila samo pšenica, je bila koroza, pa so imeli kure, pa so imeli krave, pa so imeli bike, pa so imeli Mhm. vrtove, pa so imeli fižol, čebolo, vse so predelovali doma, ne. In ker je bilo tudi vsak pač nekaj pšenice, ker so vedeli, da pač če imaš pšenico, zdaj za nas bi bilo včasih to tudi še fajn, da bi pač, če pripelje pšenico, zmelješ njegovo in dobi svojo nazaj, ne. Ampak ker so kapacitete take, ne moremo, mora biti pa tudi, ni vsaka pšenica več dobra, no. Zdaj, ko za nazaj gledam, na kaj smo se, na kaj si mogel vse biti pozoren, Mhm. pri zrnju, Mhm. res zanimivo, kaj je bilo to včasih, ne. Zdaj mora biti in suha, in lepa, debela, in če je ta prava sorta, imaš tudi beljakovine, če ni ta prava sorta, jih nimaš. Mhm. Da pa kruh delaš, moraš imeti pa kar nekaj beljakovin, ne, drugače ti kruh nizek pride, ne. Za piškote sicer ni tako važno, ne. Mhm. Tam so pol preveč žvečljivi, če je preveč beljakovin. Mhm. Je boljše, da jih je manj, ampak pri nas večinoma za kruh. Koliko pa je dnevna kapaciteta pri vas? Ne? Koliko žita recimo lahko 3000 zmeljete? kil nekje na 24 ur zmeljemo. To je 3 tone. Ja, Se pravi, 3 tone, to je v primerjavi recimo ja, s to v neke preteklostjo? 2 dneva razdelimo. V Mhm. preteklosti je bilo pa recimo nekje 500 kil. Mhm. Mogoče nekaj več, no, v enem dnevu. Aha. Se pravi, tukaj ste v bistvu ta postopek uspeli Ja, takrat se je pospešiti, pač modernizirati, ne, 70 posodobiti. leta se je to moderniziralo, Mhm. itak kapaciteta povečala, dobro, zraven moraš itak biti, ne, Mhm. da se ti kaj ne zafrkne, ker so jermena in seveda. prenosi prek Seveda. jermen in elevatorji, se ti kakšna stvar. Pšenička na slamca po stran postavi in ti zabije celo stvar, ne. Ja, Nimamo, dobro, ni nič takega, da bi recimo mu elektronsko, da bi pol tisto rešilo, ne. Ja. Ne, je pač vse sama mehanika, edino kar je elektromotor, ki žene cel mlin, ne, pa voda zraven malo pomaga. Mhm. Ampak ročnega dela je največ pa glih s S pakiranjem. pakiranjem, a ne? Ja. Drugega pa Mhm. ne rabiš pa tu žaklje nekaj nositi, Aha. pa ne vem. kva Saj delati največja s tistim. kapaciteta, recimo danes pakirane moke je koliko, 25 kg? 25 kg je največja embalaža, drugače pa Mhm. tega je sicer manj, ampak je teh 5-10 kg ali pa kilo Mhm. tega je Tako pa več. standardno, ne. Ja, teh Mhm. kilskih vrečk je že kar nekaj, ampak Aha. naš mlin itak, če ga recimo primerjamo s kakšnim večjim mlinom, ki melje 120 ton na dan, ne, je to naša igračka, ampak če primerjaš pa s kakšno kmetijo, ki pa to 5 ton zrnja pa v celem let, je pa spet, Ja, je pa spet razlika, velika ne. razlika. Je veliko, ni Mhm. dosti za eno družino, Ja, za ja. preživetje,
ali pa še za kaj več. Ne. Mogoče, Blaž, zdaj, če lahko tako mogoče čim bolj laično razložiš, ko recimo seme pride v vaš mlin, kaj se z njim zgodi, da potem iz njega nastane moka. Ta prva najpomembnejša stvar je, da pogledaš zrn, kakšen je. Ne. Včasih seveda je bilo tako, da sem nos zraven dal, ne, da je povohaj to, če je poplesni dišalo, ker še nismo imeli vlagomera, ne. Če je poplesni dišalo, nisi zavrnil, ker se pač pšenica mora biti že na nevi suha, ko je enkrat spravljena, je, če ne boš dal na sušilno in ne boš posušena. Ja. In mora suha priti v mlin. Potem mora biti zrn lep, se pravi tudi teža. Vagamo, se pravi, to je mašina, ki meri vlago in težo, se pravi, je tudi vagica noter in ti zvaga en določen volumen tega žeta in ti pove, kakšno težo ima. Ne? In to je recimo za mlin je od 75 do 80 hektoliter, se pravi 85 kg do 85 kg na 100 litrov, ne? Na en hektoliter. To je, včasih so bili merenki, pa ne vem, en merenki je bil to kil, sicer ne vem, se je tudi od pšenice do pšenice razlikovalo, včasih več, včasih manj, se zdaj je isto. Ne? In pšenica pride v mlin, pogledamo, stresemo v luknjo, zvagamo, stresemo in potem gre naprej najprej na čiščenje, da se odstrani slama, plevel, kar ga je, ne? Čeprav je fajn, da zdaj s temi novimi kombajni, da to že ostane recimo na dnev, ne? Ampak se mi zdi, da ti novi kombajni slabš delajo, kot oni ta stari, ne? Pa je vsa elektronka in ne vem, kaj vse noter, ampak več smeti pride zdaj v malem, kot jih je pa včasih. Res, da so tudi včasih tudi doma spocali, ne? Na pajkli ne dali preretali, ampak vse glih, ne? Ko vidim, ko tudi sami kožanjemo je te slame čvoda zraven, ne? No in gre pol na čiščenje, ko je čiščenje, gre še na brošenje, da še tisto, kar je, bi rekel, še kakšna zemljica ali pa to se drži, da jo ena mašina pač zbro stran in ko je čisto zrnje, gre pol naprej na valček, tam se pol pa naprej drobi. 2 para valčkov, en je žlebljen, da je za zrnje drobiti, ne. Ima take žlebove urezane podolgen, da zrn, ko pade, da ne skače, ne. Da ga potegne in raztegne in dobiš najprej kot kosmič, recimo, ne. In to pol še enkrat zakrožiš, se pravi 4-krat na enem vmes se ti že odsejava zdrob stran in zdrob gre pol pa na drugo stran, na drug valček, ki se pol pa moke pol dobijo. Sietu seveda to ločuje, ampak to so taki prepleteni procesi, ki jih še sam jih zastopam, vem kako, ampak je težko to razložiti, če si lahko predstavljaš, ne. Se pravi, ampak iz enega zrna je več sestavin potem v tem zrnu, ne? Ja, seveda. Seveda, ne? Dobiš otrobe, dobiš lahko zdrob, če ga prej vzameš, če ne gre naprej na meljavo, in pol iz zdroba pol dobiš pa različne tipe mok, ne. No, in ko smo ravno pri tipih, ne, to se mi zdi vedno, vsi, ko imamo pred sabo, ko kupimo moko, recimo, bodisi v mlinu ali kjerkoli drugje piše, tip 400, tip 500, tip 850 in tako naprej. Spet ne, tako je laično, kaj pomenijo ti tipi? Tip moke pomeni vsebnost otrobov. Otrobi, to je zunanji del žitnega zrnja in med procesom meljave se te otrobi tudi, bi rekel, ne sproščijo, ampak jih dobiš v moki, ne. In glede na čas procesa, zdaj ta pravo moko stran vzame, mislim, odseješ, ne, in v začetku je več temne, v sredini je bela in potem na koncu spet več temne, ki je spet teh več otrobov, ne. In v sredi procesa največ seveda pride bele moke, te tip 500. Tudi stremimo k temu, da je te pač več, kakor recimo temnejših mok, ker je bilo včasih problem, vsi so sem iz bele ali pa stafine bele moke pekli. Ja, sem se v mladosti črnega kruha najel, zdaj bom pa, ker lahko bi pa belega, ne. Ampak sredstvo je trend vsem toliko spremenil, da lahko rečem, da so več, tudi zadnje čase gre več belih ali pa še črne moke, ne. Ker pa ne smejo zaradi sladkorja. Zaradi zdravstvenih razlogov, ne. Ja, in moraš imeti pa več vlaknin, ne. Ker je sama bela moka dober. Sej,
Recimo, se tudi voda je v večji količini strupena, ne? In tudi z belo moko ti, če boš pretiraval, boš imel problem, ne? Ampak seveda, če ti kruh sam doma pečeš, tazga problema ni, kot če boš recimo kruh iz ene pekarne v kakšnem večjem trgovskem centru kupil, ki pa ni samo moka in še enkrat dodatkov zraven, ti spagli na želodec in na črevesje glih ne vpliva najboljše. Zdaj ti tudi najbrž sam kaj spečeš, o tem bova seveda še več še v nadaljevanju povedala, ampak če sam spečeš kruh doma, ne, iz katere moke ga potem ti spečeš? Jaz tudi imam najrajši belga, ne. Če pa še Če že vprašam, ne. ti 500 ali pa pol bela, recimo ti po 850. Dodam pol še kakšno čebulo praženo zraven. To je. Kaj pa recimo, ne, za nami so božično-novoletni prazniki, zdaj že približen mesec za tem, ampak vseeno, ne, saj vemo, brez potice ni pravih praznikov. Kaj pa potica? Katera moka? Potica je res ena taka slovenska tradicija in posebnost, kar zahtevna za narediti, ne. Je glih vsakmu ne rata, ne. Načeloma se peče iz ta boljše bele moke, ne, iz tip 400. Ker mora biti močnejša moka, da ti vso to filo, polnjenje zdrži, ne. Ali orehovo, ali pehtranovo, ali ne vem kaj, ne. Ker če preveč nafilaš, ti tudi še tako dobra moka ne zdrži, ne, ti pade skupaj. Moraš imeti pravo razmerje, ne. Ampak to so pol roke, ne. Ja. Roka naredi, ne. Vejo dozirati, koliko kakšne stvari dati, ne. Ker pa naj poslušajo tudi recimo kateri mlajši poslušalec, ne. Vemo, da mlajšim je zelo priljubljena pica, ne. Se pravi, testo za pico, pa kaj predlagaš? Katera moka? Kateri tip, no? Zadnje čase jih zelo veliko, ko pridejo v mlin, sprašujejo, ja, kaj imate veste, italijansko, tisto 0,0 ali pa 0 ali pa grana tenero ali ne vem kaj, vraga. Italijani imajo svoje poimenovanje za te moke, ne, mi imamo svoje, Avstrijci imajo svoje, vsak, ni nekaj, bi rekel, posplošenega za celo Evropo, ne, se tudi tipi spremenijo, ne, Italijani imajo čisto svoje poimenovanje, že 0,0 je že, bi mogel dati na analizo, da vidiš, kakšen tip moke je, ne, da vidiš, koliko pepela je, se pravi, koliko otrobov vsebuje, da bi vedel, kjer tip pride, ampak načeloma je vse tam od tip 500 pa navzgor, ne navzdol. Tiste čisto bele moke pol v piškote dajejo. Drugače pa tip 500 za pico je fajn, da je več beljakovin, ne, ampak to, ko vidim zadnje čase, ko to prodajajo moke z 14% beljakovinam, pa ko se sam malo več v to, bi rekel, spoznaš, pa spuščaš, ne, več na to, da vidiš, kakšno pšenico sploh rabiš ti v mlin dobiti, da boš dobil toliko, ne. Da imaš ti 14% beljakovin, ti moraš imeti pšenico vsaj 16% beljakovinam, ampak to je pa na naših njivah, se tudi na italijanskih ne rata, ne, ampak pač ne, da se s procesom meljave to tako, bi rekel, dobiš ven več beljakovin, ampak pač se gluten dodajo, ker drugače ne moreš iste beljakovine dobiti, ko imaš v pšenici, boš mu pol v mok, ne, ker se to pol porazdeli, nekaj gre v črno, nekaj v belo, nekaj v ta fino. In črna ima največ beljakovin, pol pa padajo vsebnosti, ne, bolj je bela moka, manj jih ima, ne. In zdaj pri tvojem poklicu, ne, mlinarja, moraš imeti kar dober nos. Že prej si omenil, ne, da tudi že zrne, ko pride, ga povohaš, da vidiš, približno oceniš, ne, kakšen je. Kaj pa pol, ne, ko je moka? Če te zdaj tako vprašam, ti že po vonju najbrž prepoznaš, tudi po tipu, ne, kakšne kakovosti. Sveža moka čisto drugače, mislim, diši, že pri nas, ko v mlin stopiš, tu vohaš, da drugače diši, pa ni nič pečeno, ne, še. Ampak samo od svežega zrna dobiš ti drugačen vonj, kakor po taze, ko že lep cajt stoji, recimo, ne. Imaš lahko tudi par let čakal v skladišču, ker imaš, recimo, te državne zaloge in pol jih to na par let obračajo in jih pol porinejo na trg, ne. In tisto čisto drugače, pa tudi moka pri nas je vsa bolj sveža, sploh pšenične moke, to bi rekel, v enem tednu zakroš, od meljave do prodaje. Jo ne zorimo in ne držimo dlje časa pri nas, ker je brez veze. Koliko mok je v vašem mlinu potem? Če bi se zdaj dedek vrnil, Ja.
Takrat so bila dva tipa moke, pšenične, ajdova, pa mogoče korozna. Zdaj so pa 4 tipi, pa polnozrnata od pšenice. Pol imamo ajdovo, spet dva, imamo ono klasiko, ker je pač naša itak svetlejša, imamo pa še belo ajdovo. Ker mi so mislili, da ajdova pač mora biti samo črna, ne? Ampak črna pride samo iz luščine, pa na luščine gre do stran. In pol dobiš tako belo, kot list papirja, ajdovo moko. Ne? In pa so še 2 pirine, pa je korozne, pa so še zdrobi, pa zdaj še granole, pa testenine. V glavnem svoj Več kot asortiman 50 artiklov. svoj asortiman ste izjemno razširili. Ne? Precej se je pač z leti, tudi bi rekel, stranke spodbudijo v kakšno novo stvar. Aha. Vprašajo, imate to, nimamo, pa naslednjič pride, imate to, nimamo. In pol do enih 5 ali pa do 10, šele pol ti klikne, da bi pa mogoče to škoda. Iz tega se Kakšno nekaj stvar naredil. nisi to že prej, ne? Prej tudi trgovince, ki imamo zdaj, nismo imeli, no dobro, se je že več kot 10 let, ki jo imam, ampak prej smo samo eno poleco imeli in smo ga ajdovo moko zlagali. Zdaj je pa polec trgovinca, ki je bila prej garaža, pa smo imeli samo za kakšne luščene noter spraviti, pa avto parkirati, pa smo pa vendarle to predelali v trgovino, pa bi jo mogel še večjo narediti. Glede na potrebe in povpraševanje. Ne? Ker ljudi navadiš, ne, in vedno jih kakšna nova stvar pritegne. Ne, in rabiš pa prostor, da lahko ponudiš ne samo svoje stvari, še od koga drugega lahko. Ne. Je pa lepo videti, ne, ko se vračajo ljudje, ki so hodili že recimo v mlin k tvojemu dedku in potem pridejo zdaj že s svojimi vnuki, ali pa pridejo, ne vem, pravniki pa rečejo, da so hodili, ko so bili še sami manjši, ne, z svojimi. Zadnje čase opažam, da je bilo kar nekaj takih, ki so recimo, da jih recimo 15 let, 20 let ni bilo. Ne. Si pa še isto. Je isto, razen trgovince, ki pač pšenice več ne vozijo, vmes so pač po moko drugam hodili in jih pol, sploh ajdova moka jih prepriča, da se vrnejo po tolikih letih, ki je pa več ali manj princip veljave isti in žganci so nekaj Ajdovi takega. žganci so ajdovi žganci. Ja, ne. unikatni naši, ne, in jih nikjer ne delajo tako, ne. Se pravi, melijo na kamen, pomelijo cel zrn in pride tisto čisto črno, ko bi rekel, ko noč, ne. Ja, ampak tisti žganci niso nič v primerjavi s tem, ko imamo pri nas, ne. In pol to je seveda oboje in je bilo tudi tako, da sta se dva možakarja po 35 letih srečala Srečalo v v vašem mlinu, mlinu. prej se pa toliko časa nista videla, ne. Ja, mlin je tudi točka Ja. združevanja. Ja. Zdaj mi je prišel, Blaž, en pregovor na misel, ne, in sicer pravi, da, kot sem rekel že v začetku, ne, le v mlinu se vsaka stvar 3-krat pove. A veš, na kaj se bi navezuje ta Ja, v pregovor? mlinu je vedno je zelo glasno, ne. Ko da mlin laufa zelo ropota in dvakrat ni dosti povedati, moraš še 3-krat, ker še slabo slišiš. Ne, in tudi že tako moraš kakšnemu, če nič ne ropota, Povedati večkrat. moraš mu povedati, da slišiš te, ampak ne vem, ali včasih kakšen ne zastop, Ali noče. ali pa noče slišati, ne. Ker ena razlaga, ne, prav pa tudi, ko so včasih ljudje prinesli žito v mlin, so čakali, da se žito zmelje, ja. in pol so vsako novico ali pa stvar mogli večkrat povedati, ker je zmeraj nekdo nov prišel v mlin in tisti, ki je prišel na novo, je prvič slišal neko novico. Ne. Ja. Mlinar recimo je Ja, slišal ja. pa že ne vem kolikrat večkrat. Ne. Je pa navadi tako, ja. Tudi tako bilo. Ja, mlini so bili sicer včasih družine, tako kot gostilne, ki so bile, ne, Ja. ker drugih stvari ali pa prmač. Se drugih trgovskih centrov ni Ni bilo tako, kot so gostiln, zdaj. Ne. ko so zdaj vse posod, jih ni, trgovin ni, ne, in pač prišli so v mlin, so se novice itak seveda razširile, ne. Res, da ni bilo alkohola, kot gostiln, se pač en normalen pogovor stekel, ne. Itak so pa hodili tam pred letom 90 iz Šentjerneja, iz večjega dela Dolenjske so hodili k nam v mlin, ne, in to itak informacije So so krožile. prenašali iz različnih krajev, ne. Omenil si trgovske centre, ne? Vemo, da je v Sloveniji kar en tak val, ne, teh trgovskih središč. Mi zdi, da v Evropi največ kvadratnih metrov teh površin na Ne. prebivalca imamo. Ampak po drugi strani, ne, pa se ta trend tudi obrača, ne, da ljudje pa pridejo nazaj in pridejo recimo v mlin Ja. ali pa k predelovalcem na dom. Ne?
sploh z eksponentno rastjo teh trgovskih centrov, to tam bi rekel po letu 2000 je to neverjeten bom teh trgovin bil. In takrat se je pri nas kar, bi rekel, precej zmanjšal, oziroma že tako so hodili v trgovine, nič k nam, ne. K nam so še zmeraj vozili pšenico, ampak ti, če ne prodaš, in v tisti merce ne moreš živeti, ne. Kaj boš kruh spekel, imaš pa pol elektriko za plačati, vrtec, šolo, nekaj za obleči. Ja. Se je precej spremenilo, ne. Včasih si pač z merco moke si zamenjal za kakšno drugo stvar, ne. Zdaj pač ne moreš, ne. Oziroma pač vse je se monetiziralo, Vse brez treba denarja plačati, ni ja. nič, ne. In seveda glih zaradi teh trgovskih centrov smo že večkrat že človek mislil, da bo obupal, pa so bila leta, ker res ni izvedel, ali bi ali ne bi, ne. Ali bi sploh nadaljeval. Pa si rekel, ajde, pa bom še, pa bomo še, pa ker nas je bilo tudi včasih več, pa en drugemu pomagaš in lažje nekaj prebrodiš, pač zdaj zadnjih 10 let, no, je recimo, da je kar, Se pa trend spet morda Da nekoliko je v obrnil, redu, da je ja. več tega Sploh- zavedanja tudi med potrošniki, ker če sploh z internetom ja. in s Facebookom in z vsemi temi, bi rekel, platformam, ker ti samo vtipkaš in takoj najdeš recimo eno stvar, sploh za kmetije, če se ukvarjajo s kakšno pridelavo ali pa še pol predelavo, ne. Mladina to najde hitro, ne, in tudi starejši, vsi imajo te pametne telefone in to Seveda. najdeš, kar češ. V trgovini imaš ono bazično ponudbo, kjer imaš povsod, v vseh trgovinah podobno, razen teh trgovskih blagovnih znamk. Imaš pa na kmetijah, če sami kaj pridelujejo, fajn je, da predelajo, imaš eno dodano vrednost in kmetija lažje obstane. Fajn je, da imaš ti tako dejavnost, da ne rabiš ti v službo hoditi in s tem kmetijo financirati, ne. Res, da pač, da se ti z eno, bi rekel, da bi sem s poljedelstvom ukvarjal, bi moraš imeti vsaj 50 hektarjev, pa še ni dosti, ne, da boš ti samo tega. Rabiš pol imeti vsaj še neke živali, ne, da eno z drugim gre, ne. Včasih je bilo to res razdrobljeno, zdaj pa res kva narediti, ne. Ali službe, samo to si pol itak, 8 ur delaš in pol zjutraj moraš, popoldne še dopust imati, da pol neko stvar narediš. Si moraš nekako skoordinirati, ampak zdaj je veliko lažje prodati en izdelek na kmetiji, kakor pa recimo včasih, pa so tudi vse našli, ne. En drugega vpraša, ti veš, ima to, daj poklič, zdaj pač daš na Na omrežja. Na omrežje. in ponudbo in imaš pol pod komentarji, jaz bi pa to, pa to in imaš podatke in lahko takoj, bi rekel, rešiš Ja, v tem tisti smislu, produkt, ne, ki ga imaš. v tem recimo, smislu ne. je lažje priti do Ja, kupca zdaj ampak v žal novem je času. pač, moraš prodati, če ne prodaš, vidiš. Zato delaš, da prodaš, da imaš od tega tudi kruh, dobesedno kruh, Ja, ne? dejansko. Da živiš od tega. Od tega je moja plača odvisna, ne. Absolutno. In ke pravijo, ne, da ne firme, ne kmetije, da ne smejo dobiček ustvariti, ampak glih z dobičkom, ki ga naredijo, ko eno stvar prodajo z dodano vrednostjo, s tistim se pol kmetija naprej razvija, ne. Če Absolutno. ti nič ne zaslužiš, kaj boš pa pol delal, pa boš nimaš nič, pa greš v službo, ne. Ja. Pa tudi v službi, ki si mora imeti tak produkt, recimo, da toliko dodane vrednosti naredi, da financira ves Nadaljnji razvoj razvoj. in vse delavce. Žal Seveda. ne gre drugače, ne. Točno tako. Ne. Blaž, v zadnjem delu bi se dotaknila še enega tvojega področja, ne, v Beli cerkvi, to je kraj v vaši občini, ne, vsako leto poteka državno ocenjevanje in razstava kruha. Zdaj na njem si ti tudi že nekajkrat sodeloval, ne, ampak zdaj v zadnjem času si pa bolj v vlogi člana komisije, ne, Bolj na ki drugi ocenjuje. strani. Ja. Ko sem bil mlajši, se pravi tam, ko sem šel na faks hodil, pa še v srednjo šolo, sem itak kruh pekel in v Beli cerkvi je pa tudi že kar dolgo časa že ocenjevanje, zdaj je to državno že več, mislim, da 10 ali 15 let. Ja. In v začetku sem pač nosil na oceno, zraven pomagal seveda, ker sem tudi članica društva podeželskih žena in deklet. In zdaj pa tudi že 10 let že ocenjujem glavnem kruha in
pol niti ne prenesem na oceno. Zdaj pa ne tekmuješ, ampak si ocenjevalec. Pač, itak, ker sem tudi živilski tehnolog, malo drugače gledaš na te stvari, kot pa nekdo, ki jih peče, drugače razume stvari in pač stremiš k temu, da imaš neko, bi rekel, povprečje in tisti, ki so boljši, pač jih nagradiš, slabši pač poveš, kaj je narobe naredil, da drugič izboljša, ne. Tako se pol vse dviguje, tako so recimo tudi vina z leti napredovala z lokalnimi društvi, z ocenjevanjem, s cvičkarijem, slabo vino si seveda prej, ko je enkrat zafrknilo, ga ne moreš več popraviti, kruha isto, če ga boš dal recimo na en friš opran prt hladiti, ti bo utegne po tistem praški in to imamo vsak let. Borbe vedno poudarjam, dejte ga na, ne vem, na neko mrežo ali pa nekam na nevtralen vonj hladiti, ker pač itak topel kruh moraš nekje biti, da se tudi kondensa naredi, če ga imaš na eni površini, ampak topel kruh se tako navzame kot spužva vseh vonjav. Če boš mu recimo na dili, ki si prej čebulo pa klobasa rezal, dal kruh, v kruh bi išel po čebul pa klobasne, ali pa, ne vem, lani bil en kruh, ki je išel po neki mehanični delavnici. Od česa, nisem še uspel zvedeti, ampak tako, ko bi prišel, ne vem, po nekem šmiru, ali je avto tako umazan bil, ki je bil noter, ne vem, v glavnem. Vedno poudarjaš na higieno, naj pazi na stvari in ko pridejo nekdo na novo, oziroma od nekje drugje prinesen oceno, se te napake pojavljajo, pri nas so to že popravili, izboljšali. Ampak drugod, ko pride, pa še ni slišal teh naših besed, ali mene, ali teh naših soocenjevalcev, ne, oziroma predsednikov komisij. In je... Se pravi, če že sama kakovost kruha, testa in vsega v redu, je pa potem lahko tisti odločilna. Tako kot recimo ti v vinogradu obrežeš, prvežeš, to zatekneš, špricaš, odvisno od vremena, 8-krat, 10-krat ali manjkrat, včasih večkrat. Grozdje zdravo pripelješ v klet, tam pa se ti ne da tisti trenutek žvepla dodati in ti stvar bakterije odpeljejo v napačno smer namesto kvasovk. In si se ti pol leta zastonj matrov in tam bi rekel, v 12 urah zafrkneš ves del, isto pri kruhu, ampak pri kruhu ti lahko z novo šaržo to popraviš, že drug dan, ne. Pri vinu pa... Pri grozdju pa pri vinu pa ne moreš. Veliko tako govoriš o vinu, imate tudi vinograd doma? Vinograda imamo 900 trt. Sedaj je vino moje prvo ljubezen. Se pravi, če te ne najdejo v mlinu, te najdejo lahko v domačem vinogradu. Po kakšni kleti kot pokuševalc. Ja, kot pokuševalc, ja. Ja, pa če greva za zaključek še enkrat k kruhu, da včasih so bile številčne družine, ne, in je kruh res predstavljal blagostanje. Poznamo veliko pregovorov o kruhu. Kateri je tvoj najljubši pregovor o kruhu in zakaj? Star ata je večkrat rekel, kruha ne naredi moka, ampak roka. To je še zdaj, ko vidiš, ko prinese eno oceno, ista moka, se pravi, recimo, ali pa znaš ga spa kjerga drugega mlina in pol en bo naredil tak kruh, en bo naredil tazga, en bo naredil tazga. Pa je, recimo, vhodna surovina ista pa vseh, ne. Ampak pa je drugačna temperatura vzhajanja, pa je tako peče, pa recimo eno stvar doda, ali kakšno maščobo, ali pa ne vem, in je kruh spet čist nekaj drugega, ne. In pa en pregovor je še, če ti kruh pade na tla, poberi ga in poljubi ga. Po vojni ali pa med vojno hrane ni bilo, ne. In je vsak sleherna drobtinca kruha bila spoštovana, ker včasih je bil samo kruh, pa vodo si imel, ne. Mesa ni bilo za jesti, zelenjava je bila, kakor je bila, ne. Žeto je pa vendarle vseeno ali koruza ali pa pšenica. Lahko povem eno anekdoto iz Ljubljane. Nedolgo nazaj sem šel tam po ulicah in je en starejši gospod šel iz trgovine ven in mu je žemlja padla na tla. No, in se je pokrižal in poljubil je ta kruh. In sem si prav to mislil, kar si zdaj ti rekel, ne. Ta človek je že najbrž trpel, mislim, pomanjkalo oziroma imel to spoštovanje prizvojeno. Ker zdaj je pač
teh trgovin toliko, da greš pač v trgovino pa kupiš. Včasih si Mhm. mogel pa ti predelati, pomatrati se, da si pelal v mlin, da so tam zmleli, si pripeljal domov, kvasa nisi mogel kupiti, ne. Ja. Si ga mogel imeti s temi hlebčki od prejšnjega testa posušenih na peč. Zato so včasih rekli, ne vrata odpirati, ker te, bi rekel, spontane kvasovke so res občutljive, že na eno stopinjo Ja. ti neha delati, ne. In če je bil prepih, že kruh ni hajal, ne. Ali pa temperatura 1 stopinjo, 2 manj, ni ratalo, Ja. ne. In res na vse paziti, ker si je res za cel teden včasih kruh pekel, ne. To po 7 ali pa 10 hlebcev, kilo pa pol, 2 kile, ne. Ker je bilo res veliko kost. In pol je to, da niso vsak teden to, vsak dan kurili, ker itak so se v krušnih Krušni pečeh peči, ja, peklo, ne. Si to enkrat zakoril, ponovadi ob koncih tedna, da si mu pol za čez teden, ne. Ja. In kruha, zakaj vročega, nisi smo jaz, ki je kao škodljiv, ne. Ja. Praviš, mi. Ker topo je kruh tako dobro, da bi ga hlebec več pojel, ker pa, ko je hladen. Torej zato, da ne bi prehitro Da bi ga- zmanjkal. ja, ne? seveda. Seveda, ja. Zdaj vidiš, ko je topo kruh, jo, to bi še, tega bi pojel več, kot pa Več kakor- normalno, ne. Ja. In Blaž, za konec še eno vprašanje in sicer, torej po poklicu si mlinar, zelo rad torej si tudi v vinski kleti, se pravi tudi prisegaš na vina, ne? Ampak imaš pa še en zanimiv hobi in sicer opazuješ in beležiš vremenske pojave in pogoje. In ne, zdaj ne povem, da smo snemali tale podcast kakšen teden, dva nazaj, ko nas tule na Dolenjskem obkroža prava zimska idila. Torej, to je pa pravi raj zate zdaj za opazovanje. A? ja, to je že od prvega letnika srednje šole je moj en zelo pomemben hobi. Res, da pač od tega ne živim, ne, ampak je vreme izredno povezano tudi, bi rekel, z našo dejavnostjo, ker če je recimo pred žetvijo žeta, recimo dež, kvaliteto pšenice zbije in ni dobro, ne, in seveda zdaj, ker so pač te prognostični modeli, ki ti lahko za en teden naprej predvidiš, kakšno vreme bo, so ene situacije, ki lahko ti za 14 dni naprej veš, da bo suho, da ne bo nič. Včasih so samo pratko gledali, ali pa po radiju kakšno napoved za dan, dva naprej, pa ko si šel mrvo pospravljati, pa dež zmočil, ne, ker so bile tudi bolj spremenljivo vreme, je bilo včasih kot zdaj, recimo, imaš lahko ti 3 tedne monotono ponavljajoče se vreme, imaš 3 tedne vroče pa suho, pa imaš pa 3 tedne lahko pa dež, ne. In spremenljivo in glih ta cikel, se me tudi večkrat vprašajo, daj možje, ti že za požet, ko pšenica, ko suha, jo požanješ. Itak spremljam to, sploh pa kakšen ki ima več, grem pogledat na njivo, da vidim, ali je, vzamem klase, naberem zrnje, zmerem vlago, če tega več tudi pošljem na analizo, da vidim, kakšne so beljakovine, ne, da pol veš, koga narediti, ne. In seveda vreme že več kot 20 let je moje, sploh pa sneg. Torej ta vreme, torej ta tvoj hobi, ki praviš, ima seveda zelo veliko opraviti z poklicnim delom, ki ga opraviš, ne. Tako da je koristno eno z drugim, ne. Največ, ne, in čeprav se je v zadnjih 10 letih to vreme tako zasukalo, da si človek verjeti ne more, ne. Sploh se to najbolj opazi na zimah, ne. Ker je vroče, noben ne opazi, da je včasih recimo so bile polet 2 vroča dneva, se pravi, ko je bilo 30 stopinj ali pa več, zdaj jih imaš pa 50, ne. Ja, pa se je fajn, ker je tako vroče. Ja, je in ni, ne. Ja. Ker se tudi raste, zdaj 20 let nazaj, kdo si pa mislil, da bo toliko kivijev pa kakijev tle raslo pri nas, ne. Ja. Jaz sem 2 leta nazaj celo eno oljko posadil, imam tlele pod mlinom In kako ji kaže? Zaenkrat lepo Zaenkrat raste. kaže. Brat je dobil hčerko, Aha. Olivijo, Aha. in me smo že prej utegnili, pa sem jo posadil ven. No, Ti zdaj, ki se je rodila. Oliva razcvetela zdaj. In rabim, da se aklimatizira, ne, ampak bomo videli, ker se sploh tega spomladanski, edini problem zimskega mraza praktično ni, ker ni snega več, ne. Če je bil sneg, se je tudi bistveno bolj ohladilo, problem je edini še spomladanski brez, ne. Imaš pa to ti skoraj cel vsako leto februar pride. topel,
vse začne brsteti, pa pride aprila in zadnja leta zelo pogosto večkrat pod nolo, ne, in to pa itek. Ja. Gredo in trte in češte in vso sadje. Ne. Jabolka so res, da zelo pozno cvetijo, ampak je lahko tudi mora zelo pozno, ne. Še v maju. Blaž, še bi lahko govorila, ampak nekje moramo postaviti piko, a ne? Tako da se najprej res lepo zahvaljujem, da si nas sprejel na vaši kmetiji in v vašem družinskem mlinu. Imate mlinarji kakšen poseben pozdrav, ko grejo ljudje od vas? Nimamo nič, samo se vidimo naslednjič. Pa nekaj dobrega spečijo, ne? Tako. Jaz želim, da bi bila letina dobra, naj žito dobro obrodi, da bo tudi vaš mlin imel veliko dela in s tem tudi ti. Ja, hvala za obisk in lepe želje. Tako. Pa se vidimo v mlinu pri nas. Se vidimo. Tako. Srečno in uspešno na vseh vaših poteh tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, in z vami sva bila Blaž Košak in Marko Mesojedec. Slišimo in poslušamo se spet čez 14 dni.